Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 24. junij 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Pred začetkom poletnih počitnic za šolarje smo se pogovarjali z ravnateljico Srednje prometne šole Maribor, Miro Jug Skledar. Predlog zakona, ki uravnava kratkoročno oddajanje nepremičnin, vzbuja nezadovoljstvo med sobodajalci. Med občinami so mnenja deljena. Poletje na cestah, katere so glavne nevarnosti v prometu v času dopustov in kolon, ter kako se jim izogniti. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Ko dijaki zaprejo učbenike in odkorakajo na počitnice, se na Srednji prometni šoli Maribor, kot seveda tudi na drugih šolah, delo nadaljuje. Ravnateljica Mira Jug Skledar, ki šolo vodi že več kot 8 let, poudarja, da so zadnji tedni junija in julija eno najintenzivnejših obdobij v šolskem letu. Z njo se je pogovarjala naša novinarka Barbara Bradač. Barbara, najprej povemo to, kaj počnejo v poletnih počitnicah učitelji in ravnatelji. Ja, po besedah ravnateljice pravi, da je poletni dopust ta vsaj do sredine julija takšen mit. Pravi, da učitelj morda res ni vsak dan fizično v šoli, a vendarle dela. Doma pripravlja izpite, gre za popravljalne izpite, popravlja naloge, piše letne načrte. Namreč popravni izpiti trajajo vse do sredine julija. Nato sledi še podelitev maturitetnih spričeval in priprava na novo šolsko leto. No, šola se že nekaj let sooča torej s pomanjkanjem učiteljev strokovnih predmetov, predvsem elektrotehnika in pa logistike. Zakaj je iskanje učiteljev strokovnih predmetov vse težje? Problem je v razkoraku med možnostmi v gospodarstvu in razmerami v šolstvu. Kot jih opiše naša intervjuanka ravnateljica Mira Jug Skledar, pravi, da elektrotehnik danes v gospodarstvu dobi višjo plačo in boljše pogoje. Če pride v šolo, pa hitro ugotovi, da delo ni počitniško, kot si mnogi mislijo. Poleg poučevanja je namreč tudi ogromno pripravljanja gradiv, kajti sploh za strokovne predmete ni veliko učbenikov, delovnih zvezkov in podobnega. Pomembno pa je, da izpostavi, da ni vseeno, kdo stopi v razred, kdo stopi v šolo. Namreč njena misel, če danes ne bomo imeli kakovostnega strokovnega kadra v izobraževanju, jutri ne bomo imeli kakovostnih strokovnjakov v družbi. Tvoja sogovornica posebej opozarja na vse pogostejše vandalsko vedenje med dijaki, s čim se na srednjih šolah srečujejo. Od uničevanja vrat in pokrovov na straniščih do agresije. Ne zgolj na poklicnih ali srednjih strokovnih šolah, kot bi morda kdo prvi pomislil, tudi na gimnazijah. Povsod se šole s tem vse pogosteje soočajo, tako soočajo, da moti to tudi starejše dijake. A vendarle nekatere šole pogosto molčijo zaradi strahu pred negativno podobo v javnosti. Minuli teden je Državni zbor potrdil spremembe pri poklicni maturi. Kaj pomeni to, kaj torej po novem velja? Res je, z opravljeno poklicno maturo iz 5 predmetov, pri čemer bodo 3 splošno izobraževalni na ravni splošne mature, bodo ti dijaki pridobili strokovno izobrazbo in hkrati imeli možnost izobraževanja na univerzitetnih in enovitih magistrskih programih. Ravnateljica je kritična do teh sprememb, saj od strokovnih šol zahteva pogoje primerljive z gimnazijami, kar bo po njenem mnenju zelo, zelo težko izvedljivo. Katero sporočilo pa za konec pouka namenja dijakom, staršem in učiteljem? Počivajte, odložite telefone, preberite kakšno dobro knjigo. In pravi, ne pozabite, šola še vedno stoji zaradi ljudi, ki imajo mlade radi. Krasno. Hvala, Barbara. Celoten pogovor z ravnateljico Miro Jug Skledar lahko preberete v Večeru in na večer.com. Ministrstvo za gospodarstvo je predstavilo amandmaje k zakonu o gostinstvu. Največ lepotnih popravkov je doživela regulacija kratkoročnega oddajanja. Tako se med drugim uvaja seznam tako imenovanih rizičnih občin. Gre za kraje z velikim pritiskom na stanovanjski trg, kjer bo kratkoročni najem omejen na 60 ali 90 dni letno.
Seznam bosta vsake 2 leti pripravila Ministrstvo za gospodarstvo in stanovanjsko politiko na podlagi posebne uredbe. Občine pa bodo lahko omejitve spremenile z odlokom med 30 in 270 dni, če bo odločitev strokovno utemeljena. No, za nadzor bodo pristojne različne inšpekcije, kazni pa bodo visoke, segajo vse od 400 do 20 tisoč evrov. Združenje sobodajalcev opozarja na ustavne pomisleke, previsoke globe in zahteva opravičilo ministra Hana zaradi neresničnih trditev. Med občinami pa so mnenja deljena. Ljubljana načrtuje omejitve le na poletne mesece, Maribor bo predlog še preučil, v Piranu pa zahtevajo, da turistične občine same določajo pogoje, saj z oddajo stanovanj ustvarjajo večino prihodkov. Piše Sanja Verovnik. Minuli petek se je začela nacionalna preventivna akcija Varno v poletje, ki bo potekala vse do konca avgusta. Z njo med šolskimi počitnicami Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki v tem času prežijo na udeležence v prometu. Namen akcije je spodbuditi voznike k vse večji odgovornosti, previdnosti in strpnosti na cesti, tudi v času, ko misli že odplavajo na dopust. Namestnica direktorice Agencije za varnost prometa Saša Jevšnika-Fol poziva. Ob začetku šolskih počitnic v pričakovanem gostem prometu, zastojih, kolonah ustvarite reševalni pas, takoj ko se začne promet upočasnjevati ali ko se vzpostavi kolona. Vsaka sekunda namreč šteje, vsaka omejitev na cesti lahko pomeni izgubljeno življenje. Danes mogoče neznanca, jutri nekoga, ki ga poznate in ki ga imate radi. Zato pozivamo voznike, ustvarite reševalni pas, bodite osredotočeni na cesto, pripnite se in seveda ne vozite pod vplivom alkohola ali drog, predvsem pa bodite spočiti, ko se odpravite na pot. Katere so še druge ključne nevarnosti, na katere je treba paziti v poletnem času na cestah, preberite v današnjem članku, ki ga je pripravila Elizabeta Planinšič. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer je zjutraj 24. junija 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.